Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Japonske. Prispevek, kjer bomo skupaj obdelali vse tiste pomembne podatke pred začetkom nedeljske dirke. Kot običajno bo tudi tokrat zadnji brifing razdeljen na tiste tri nam dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah. V drugem bomo našo pozornost usmerili k ritmu pri posamezni ekipi. V zadnjem bom pa predstavil moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s tistim, kar smo zanimivega videli na kvalifikacijah. Tu bi lahko dejali, da v grobem smo imeli prav pri tisti naši napovedi, ki je bila objavljena včeraj v prispevku pred kvalifikacijami. Namreč pri razmerju sil je bilo razvidno, da imamo tam spredaj Mercedesa, nato McLaren ter Ferrari ter vse ostale v malce večji skupini tam zadaj. A treba je povedati, da kljub vsemu smo bili deležni kar nekaj zanimivih presenečenj. In prva je zagotovo Andrea Kimi Antonelli. Zopet na najboljšem štartnem položaju po veliki nagradi Kitajske in zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo na dirki. A res je imel George Russell težave z oprijemom in slišali smo kar nekaj pritoževanja z njegove strani, ampak tu bi vas rad opomnil na nekaj. Velja režim park fermé, torej kar je imel George Russell na razpolago danes na kvalifikacijah, bo aktualno tudi jutri na dirki. Nato smo videli seveda menjavo položajev, torej Piastri Leclerc ter Norris Hamilton. In tu verjetno marsikdo, ki je spremljal kvalifikacije, je bil malček negativno presenečen nad formo Ferrarija. Zakaj to trdim? Ker v prvem in predvsem drugem delu kvalifikacij so bili bistveno boljši. Ampak tu je zopet treba poudariti, da v resnici v drugem delu kvalifikacij je bil Charles Leclerc celo malce hitrejši kot v tretjem. Ampak razlika je v resnici zanemarljiva. In tudi razlika med njim in Hamiltonom je letos znosna. A treba je poudariti, da vsi ostali so nekako stopnjevali formo, Ferrari je pa šel na polno že od samega začetka. Zato je morda vzbudil upe v prvem in predvsem drugem delu, v tretjem je pa bil tam, kjer kaže realna slika. In to je nekaj, kar si moramo zapomniti, da ne smemo se preveč navduševati nad nekimi delnimi rezultati. Ampak verjetno največje razočaranje v celotnih kvalifikacijah je Max Verstappen. Izpadel je iz zadnjega dela kvalifikacij, kjer sta se uvrstila tako Isaac Hadjar, njegov moštveni kolega, ter tudi Arvid Rimland. Arvid Rimland je novinec izjemno talentiran mladenič. In tudi Isaac Hadjar ni odmuh. Če je kdo spremljal kvalifikacije, je videl, da je Max Verstappen imel izjemno nemirnega Red Bulla,
ampak isti bolid je na razpolago tudi Hajdžarju, kateremu je uspelo prebiti se med prvih 10. In zopet smo tam. Je Max izgubil tisto nekaj več, kar je kazal v prejšnjih sezonah? Niti ne. Samo tokrat se je malce vse obrnilo na glavo in je seveda izpadel. A ne smemo pozabiti, da ko je Max v ozadju, ponavadi prikaže izjemno divje dirke. Sam sem bil prijetno presenečen nad formo Audija. Ne samo, da je Bortoleto prišel v zadnji del kvalifikacij, tudi Hülkenbergu je malo zmanjkalo. In resnično upam, da pred samo dirko ne bodo imeli tehničnih težav. Med ekipe, ki so me malce razočarale, štejem Williams. Malce je manjkalo, da nista oba voznika izpadla v prvem delu kvalifikacij in verjetno vsi mi smo pričakovali nekaj več. Da so pri Aston Martinu na dnu, verjetno tudi ni všeč marsikateremu ljubitelju Formule 1, ampak kar se tiče v glavnem kvalifikacij, je to to. Če ne izpustimo še neke točke, pri kateri menim, da je potrebno se za trenutek ustaviti. Med onimi, ki so izpadli v prvem delu kvalifikacij, je bil tudi Oliver Berman. In marsikdo se sedaj sprašuje, kako po tako dobrih prvih 2 dirkaških vikendih. Menim, da mnogi navdušenci so preveč hitri pri nekako dajanju ocen. Res, Berman je imel enkratna prva 2 vikenda v letošnji sezoni, ampak prej ali slej se zgodi tudi kaj takega. Zato bi mu dal priložnost popravnega izpita. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki. Verjamem, da vas sedaj malce bolj zanima, kakšen je ritem in seveda posledično še kak drugi zanimiv podatek iz telemetrije. Tu imamo kot običajno na razpolago kar kupico analiz, ampak ustavili se bomo najprej pri tisti, imenujmo jo uradni, oni, ki so jo objavili na spletni strani f1.com. Tu lahko vidimo, da je Mercedes spredaj in približno četrt sekunde zaostanka na krog imata tako McLaren kot Ferrari. Nato sledi še večji razkorak, kjer vidimo na primer Alpine, Red Bull, vidimo Haas in celo Audi. In lahko bi dejali, da slika, ki jo dobivamo v grobem, je dokaj točna. Ampak, če si ogledamo kakšne druge, malce bolj podrobne analize, bomo prišli morda do zanimivih zaključkov. Prvič, da res morda zaostanek na krog pri ritmu med Ferrarijem in McLarenom drži, ampak McLaren, vsaj na prostih treningih, je imel bistveno večji raztros. Niso bili tako konstantni kot pri Ferrariju. In zato tudi med dirko bomo lahko videli, da bo Ferrari boljši. In tu je seveda treba upoštevati, da kdaj pa kdaj analize, posebej tiste, ki izhajajo iz drugega prostega treninga, moramo jemati z določeno mero rezerve. Iz drugega prostega treninga je tudi ta grafični prikaz, ki nam kaže, kako so usmerjeni pri določenih ekipah. In če pogledamo prve 3, bomo takoj videli, da Mercedes, McLaren in Ferrari na grafu so skoraj poravnani z eno bistveno razliko. Mercedes je učinkovit, medtem ko pri McLarenu so delali na končni hitrosti, pri
Ferrariju, pa na oprijemu. In tu se sedaj lahko začnemo spraševati, kje je tistih četrt sekunde razlike. Prav na učinkovitosti, na pravem kompromisu med oprijemom ter hitrostjo. In da ima Ferrari nizko končno hitrost, smo lahko videli tudi na raznih tabelah, kjer seveda razlika ni tako gromozanska, ampak glede na letošnje trende je to podatek, mimo katerega enostavno ne moremo. In seveda sedaj, ko smo razumeli malce ritem, kaj nas čaka, je prav, da si ogledamo tudi tisto mojo osebno napoved glede možnih strategij. In tu velja kot ponavadi poudariti, da gre za moje osebno predvidevanje, ki ni prepisano na primer od Pirellija ali kakšnega drugega analitika. Seveda v našem jutranjem srečanju pred samim začetkom dirke za veliko nagrado bom kot ponavadi še enkrat predstavil mojo vizijo in tisto, kar pravi Pirelli. V samem komentarju bomo pa naredili kot ponavadi malce bolj poglobljeno analizo. A poglejmo si tiste 3 variante, ki sem jih nekako dognal za tokratno nedeljsko dirko. Zopet 3 variante, ampak vse z enim postankom. Žal strategije z 2 postankoma ne vidim kot dovolj hitre. In najbolj očitna, najbolj učinkovita se mi zdi tista, kjer se začne z pnevmatiko medium, odpelje približno 21 krogov in nato nadaljnjih 32 na pnevmatiki hard. In tu velja pripomniti, da nekdo bi lahko podaljšal tisti prvi stint, ampak na koncu z ritmom ne bi dobil neke očitne prednosti. Seveda tu velja tudi varianta za nekoga, ki bi lahko začel v drugi ali tretji vrsti, začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 14 krogov in nato do konca na pnevmatiki hard za nadaljnjih 39 krogov. Po mojih izračunih seveda zanimiva strategija, ampak ni nujno, da je približno tako hitra kot ona prva. In obstaja še tretja varianta, ki je zopet variacija prve, začeti na pnevmatiki hard, odpeljati 30 krogov in nato na pnevmatiki medium nadaljnjih 23. In tu velja poudariti, da za tiste, ki se znajdejo malce bolj zadaj, bi znalo to biti učinkovito, kajti prehiteli bi lahko marsikaterega nasprotnika, ko bi se ta ustavil na postanki. Ampak zopet varianta, ki je lahko učinkovita, če si zadaj in ne v prvih vrstah spredaj. A videli bomo, kaj bodo ekipe pokazale v resnici na progi. Za današnji zadnji briefing je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.